Lep pozdrav, sem Mihael, moderator projekta Življenje. Projekt Življenje je izobraževalno-terapevtske narave. Namenjen je vzpostavitvi ustreznega zavedanja glede življenja in zdravja. Prvo poglavje se imenuje Življenje in smrt. Pričetek tokratne ekskurzije se prične v predavalnici. Seznaniti se je treba z osnovnima teoretičnima definicijama pojmov življenje in smrt. Življenje. Pojav, ki se izraža s sposobnostjo presnavljanja, rasti, razmnoževanja. Smrt, prenehanje življenja, življenjskih procesov. Na tem nivoju lahko rečem, da je življenje aktivni biološki proces, smrt pa zaključek tega biološkega procesa. Življenje in smrt v primeru istega subjekta ne moreta eksistirati sočasno. Drugo poglavje se imenuje Zdravje in bolezen. S pojmoma življenje in smrt sta tesno povezana tudi pojma zdravje in bolezen. Osnovni teoretični definiciji se glasita. Zdravje. Stanje duševnega in telesnega dobrega počutja, brez motenj v delovanju organizma. Bolezen. Motnja v delovanju organizma, katere posledica je pogojno smrt. Zdravje se torej navezuje na pojem življenje, bolezen se navezuje na pojem smrt. Tretje poglavje se imenuje ekskurzija. Predhodni poglavji sta bili seznanitev z osnovnimi teoretičnimi definicijami. Spoznanja so podlaga za razumevanje ekskurzije, ki sledi. Smisel in namen te zgodbe je predstavitev pojmov življenje in smrt v širokem kontekstu. Zgodba v veliki meri temelji na dogodkih, ki jih demonstrirajo videi v nadaljevanju tega poglavja.
Četrto poglavje se imenuje Posttravmatska stresna motnja. Poglavitno doživljanje ekstremno nevarnih stresnih situacij se kaže kot strah pred smrtjo ali poškodbami. Ena izmed posledic je tako imenovana posttravmatska stresna motnja. Zaznavna je tudi kot permanenten strah pred stresnimi situacijami. Osebek ali oseba s posttravmatsko stresno motnjo ima hendikep, ki ovira vsakodnevne aktivnosti, saj strah v marsikateri situaciji sovpliva na odločitve in realizacijo. Ob samem strahu pa posttravmatska stresna motnja učinkuje tudi globlje in širše, saj odmikanje od lastnih odgovornosti in dolžnosti na podlagi strahu pomeni beg pred seboj. Človek se pogojno lahko znajde v situacijah, kjer ni več zadostno sposoben za samorealiziranje. Preveč tovrstnih situacij postopoma vodi do raznovrstnih obolenj, predvsem psiholoških in duševnih, širše tudi telesnih. Zaradi motenega samorealiziranja je življenje, pospremljeno s posttravmatsko stresno motnjo, na nek način delno omrtvičeno. Peto poglavje se imenuje samoseparacija. Odmik od lastnega jaza zaradi zanemarjanja lastnih odgovornosti in dolžnosti sem v tem kontekstu poimenoval samoseparacija. Samoseparacija pomeni, da človek preneha živeti svoje življenje v celotni meri, saj je občuten del podvržen strahovom in fobijam. Strahovi in fobije zavirajo samorealizacijo in razvoj. Samoseparacijo sem ponazoril na primeru sebe. Del mene se loči od celote in biva pretežno pasivno in osiromašeno. Samoseparacija je temelj psihološkim, duševnim ter v širšem kontekstu telesnim boleznim. Šesto poglavje se imenuje samonegacija. Ko proces samoseparacije doseže določen nivo, se širi v proces samonegacije. Samonegacija pomeni negiranje v ekstremnih oblikah sabotiranja sebe. Samonegacija je oporekanje lastnim idejam. Negiranje sebe se manifestira kot oporekanje lastnim vitalnim interesom. Samonegacija sproža notranje napetosti in konflikte. Animacija demonstrira notranji konflikt, ki je posledica samonegacije. Samonegacija je resen problem in zaviralno vpliva na proces samorealizacije. Sedmo poglavje se imenuje samoprezir. Ko proces samonegacije
doseže določen nivo, se širi v proces samoprezira. Samoprezir pomeni ignoriranje v ekstremnih situacijah sovraštvo do sebe. Samoprezir je eklatantna oblika nezadovoljstva s seboj. Preziranje sebe se manifestira kot neupoštevanje lastnega jaza. Samoprezir ustvarja notranjo disharmonijo in praznino. Animacija demonstrira situacijo, kjer je prisoten samoprezir. Samoprezir je uničevanje sebe. Osmo poglavje se imenuje samomor. Ko proces samoprezira preraste v ekstremno obliko samosovraštva, se praviloma zgodi samomor. V tem kontekstu bom samomor definiral na dveh nivojih. Prvi nivo je psevdosamomor. Psevdosamomor se izvrši takrat, ko se človek v pretežni meri samovoljno odreče lastnemu jazu in se nekritično prepusti vodenju od zunaj. Fizična prisotnost ostane. Animacija prikazuje psevdosamomor. Človek samovoljno ni gospodar lastnega jaza. Drugi nivo je samomor. Samomor se izvrši takrat, ko si človek življenje prekine samovoljno. Animacija prikazuje samomor. Psevdosamomor je z intenzivno terapijo pogojno možno sanirati. Samomor je pojav brez možnosti sanacije. Deveto poglavje se imenuje revitalizacija. V primerih, kjer ne pride do samomora, je pod pogoji sanacija zdravstvene problematike možna. Razna stanja, tako imenovane duševne ali mentalne umrtvičenosti, je možno oživiti, se pravi revitalizirati. Temeljni pogoj za revitalizacijo je samoiniciativnost. Brez samoiniciativnosti uspeha ni. Samoiniciativnost se ustvari postopoma. Pogoj za obstoj samoiniciativnosti je zdrava mera in oblika notranjih in zunanjih potrditev. Potrditve se vzpostavljajo z ustrezno mero zdravih socialnih interakcij. Animacija prikazuje doseganje notranje potrditve ter posledično notranje harmonije in nekonfliktnosti. Kjer je volja, so tudi cilji in poti do ciljev. Deseto poglavje se imenuje samorealizacija. Reklo
pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, je splošno znano. Kaj natančno pomeni? Pomeni, da je življenje možno kakovostno preživeti le z ustrezno mero samoiniciativnosti. Ob samoiniciativnosti je ključnega pomena tudi realnost. Odmik od realnosti je odmik od lastnega jaza. Vidimo, da termina realnost in samorealizacija vsebujeta skupen element, to je real. Samorealizacija je v neposredni navezavi z notranjo harmonijo. Celostna samorealizacija je možna le takrat, kadar ni samovoljnih notranjih in zunanjih konfliktov, bolestnih motivov. Kadar osebek ali oseba zavestno stremi k samorealizaciji, zavestno preprečuje in odpravlja tako imenovano mrtvičenost, natančneje pasivno življenje. Animacija prikazuje harmonijo s seboj. S težnjo po samorealizaciji subjekt živi, ne zgolj životari. Pozdrav v epilogu projekta Življenje. Srečno in radostno življenje ni samoumevnost. Odvisno je od zdravorazumske samoiniciativnosti in samovolje. S težnjo po realnosti so možnosti za srečno in radostno življenje obstojne. Bistveno je dojeti, kdaj je prisotna omrtvičenost in psevdo-samomorilstvo. Prav tako se je zavestno treba odmakniti od zablode, ki se glasi: življenje je trpljenje. Trpljenje je le življenje v realnosti. Življenje v realnosti je zdravo, srečno in radostno. Življenje živi in ga pusti živeti. Nas videnje.